čau. Kako so usklajene. Čau, si ti že na poti v Ljubljano? Ne, veš kaj, sedim doma pa čakam na ponovitev Sulejmana Veličastnega. Se gledati parlament, kaj je tam razpravljajo, je Tudi po svoje zabavno gledati. Ne, tlele grem pa sam. Jaz moram tudi hitro, prosim, oddaja malo. 3, tak, 2, tik, 1. Lepo pozdravljeni na našem modrem planetu. Leto dni je minilo, odkar so vas voditelji dnevno informativne oddaje danes prvič nagovorili prek malih zaslonov. Na rojstnodnevni torti smo upihnili šele prvo svečko, a zadnjih 365 dni je bilo garaških, ustvarjalnih in pogumnih. To so fotografije voditeljev, ki jih lahko dnevno spremljate v informativnih in zabavnih oddajah na našem planetu. Nič posebnega boste rekli, pa ni tako. To je tako imenovani zid slavnih Planet TV-ja. Mene sicer še ni med njimi, ampak glede na to, da so hodniki prazni, pa nobenemu ne povedati. Diši po pravi turški kavi. Stavim, da jo pripravlja naš dnevni urednik Gregor Gajšek v naši kuhinji. Gregor, a je voda že zavrela? Ja, ne samo, da je voda zavrela, kava je že kuhana. Danes bo dolg in naporen dan. Gregor vedno poskrbi za kofeinsko predoziranje. Prepričan je, da smo potem novinarji bolj pridni in polni idej. Sedaj pa vam pokažem najpomembnejši prostor na našem planetu. Srce informativnega programa, tako imenovani desk. Od tu novinarji odhajajo na teren in se vračajo z zanimivimi zgodbami dneva. Novinarji Planet TV-ja delamo praktično od jutra do večera. Samo trenutek, da preverim, če imam na voljo snemalno ekipo. Janja, snemalca nujno. Kaj? Pa iz tebe zgledam kot en čarovnik, ali kaj? Nimam. Jaz se opravičujem. Novica dneva, minimalna plača ostaja. Ta velika in svetla pisarna s steklenimi stenami, novinarji ji pravimo akvarij, pripada odgovornemu uredniku Rajku Geriču. Skozi steklene stene imamo čudovit pogled na dogajanje v pisarni nadrejenega. Natančno lahko spremljamo tudi, kdaj šef pride v službo in iz nje odide. Mi delamo za vas, nič nas ne more ustaviti. Ravno ker so me pretepli policisti. Naj še povem, da je stopnja varovanja protesta strani policije zelo visoka. Za Trgom Republike trenutno še ni protestnikov. Pomena gre bolj za prestiž. Slika pove vse. Vse za dobro sliko. Pa tudi rebra so mi že zlomili. Novinarji Planet TV-ja smo na lovu za resnico in v službi ljudi. Vas, gledalcev. Poročamo iz majhnih in velikih krajev naše podalpske države. Nič nam ni predaleč. Kjer se nahaja glavnina slovenskih sil v Afganistanu. Mikrofon z napisom Planet TV najdete tudi prek naših meja. Novice iz tujine so za nas pomembne. iz različnih koncev Egipta. Terensko delo je nepredvidljivo. Novinarji moramo biti pred kamero urejeni, kar je zaradi nepredvidljivih situacij na snemanjih velikokrat težko. Najsrečnejši smo takrat, ko nas v roke vzamejo profesionalke. To se mene malo napudrava. Seveda. No, gre. Za ne 15 minut. Ženske imamo 2 prek. minute imaš. Tudi izgled je na televiziji ključnega pomena. Pripravljam oblačila za voditelje informativnega programa, zavezana kravata, luksus in pa današnje vreme. Pri nas vedno lepo. Pozdravljeni, jutri pa vsod po Sloveniji pričakujemo stabilno vreme, na nebu se bo Šela, a te lahko malo zmotim? Ja, povej. Vedno me je zanimalo, kako veš, kje na tej zeleni steni je vzhod Slovenije.
kar probe. Pokaži severno Primorsko, tukaj bo jutri oblačno z 20 stopinjami. No, potem pa imamo tle še drugo televizijo, ker pogledamo vzhod. V Prekmurju bo jutri največ sonca, pa 22 stopinj. Super. Zveni precej zakomplicirano. Napoved vremena torej ni tako lahka naloga. Povej mi, Špela, vi napovedi ne berete z bobna, ampak se jo naučite na pamet. Ja, vreme je neka zgodba, ki jo je potrebno pripovedovati. No, ampak včasih brez bobna, oziroma tekstov ostanemo tudi mi voditelji. Ni še dobro, da se to ne zgodi, kadar imava kakšne pomembne goste, pa tudi bolj zabavne. Ja, pa kaj pa, če bi imeli jazzile? Takrat jih je bilo koliko? 26? To je bil res pristen strah. Grozen je bil, Marko, grozno. In ti si kriv za to, ne? Ne, jaz mislim, da si se imela fino. Ja, pravzaprav je bilo presenečenje. Zdaj bi rekel, da ni bilo načrtovano, ampak je bilo. Marko, ampak mislim, da ti bom še vrnila tole. Počutim se kot Britney Spears v najboljših časih. Jerca, se spomniš naše prve novoletne oddaje? Ja, silvestrske. Spomnim se, koliko je bilo mraz. Minus 10 stopinj. Ja, imel si si roke, ne? Ja, Pač mrzla, ampak -10, ne? tebe pa ni zdaj bilo rokovičke. Ena zadeva, druga pa še en trik. kuhano vino. Ja. Pred in po oddaji. Po uspešni silvestrski oddaji iz središča Ljubljane, ekipa oddaje danes ni počivala na lovorikah. Spomin na velikega Slovenca Franceta Prešerna smo počastili z oddajo iz Vrbe. 1. maja smo delali skupaj z zaposlenimi v Steklarni Hrastnik, podjetju, ki je med redkimi, ki še ni končalo v črepinjah. Urednikovanje oddaje v živo, še posebej, če se ta ne odvija v zavetju studia, urednici Barbari Pance sproža velike doze adrenalina. Take oddaje so zanjo velik izziv. Brez zagnane in ustvarjalne ekipe nam ne bi uspelo uresničiti ciljev, ki smo si jih zastavili na začetku, in le v slabem letu nam je uspelo osvojiti simbol slovenstva. Marko, poglej tole. Z očali. Za zagovor smo potem rekli, Rajko, da so tako. Sem imela sončna očala. Smo pa izpeljali oddajo s Krederico. Greva mi dva raje, pride Sandra. Točno, Sandra ima kratke novice, ne? Hvala lepa, saj veste vsako uro nove novice. Tako je, izvoli.